Nekako pred 2 mesecema je Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Pipistrelom zagnala prvo stacionarno električno polnilnico za letala na svetu. Nastala je kot rezultat projekta Po kreativni poti do praktičnega znanja pod vašim mentorstvom, doktorica Vanja Čok. Kako je vaša skupina sploh prišla na idejo za ta projekt? Saj kot pravite, ima ta dosežek tudi pozitiven družbeni in tudi okoljski učinek. Zdaj, prvo, kar velja tukaj omeniti, je pobuda iz strani podjetja. Oni so prepoznali potrebo po tem, da potrebujejo stacionarno polnilnico za električna letala. Potem smo v bistvu pa samo čakali ustrezen razpis, na katerega smo se prijavili, bili uspešni, dobili sredstva in v sklopu tega projekta potem, to je bil projekt Po kreativni poti do praktičnega znanja, ki je že v osnovi namenjen študentom, vključili študente, da se seznanijo z tem potekom razvoja takega novega izdelka in uporabijo tudi načine kreativnega mišljenja. Kakšni pa so bili odzivi v tej dejavnosti, saj naj bi ta polnilnica predstavljala nekako res velik mejnik na področju ekologije letalskih prevozov? Zdaj, sam medijski odziv je bil neverjeten in nepričakovan, predvsem v tujih medijih. Tuje revije so recimo v bolj strokovnem smislu povzele tale dosežek, medtem ko v slovenskih medijih je bila zadeva zelo usmerjena bolj v splošne medije. Je pa velik uspeh predvsem zaradi tega, ker gre za promocijo teh ekoloških letalskih poletov. Poleg tega gre za ozaveščanje pilotov, da pač se poslužujejo takega načina letenja, in pa tudi pač vemo, da zadeva vpliva na recimo zmanjševanje hrupa, potem ni emisij, tudi nižje stroške, v bistvu nekako posledično povzroča pri samem letenju in ima res velik družbeni vpliv. Sam projekt je bil podprt tudi z evropskimi sredstvi. Kako ga pa umeščate? Gre to za bazično raziskavo oziroma delo ali je to izključno tega uporabnega oziroma aplikativnega značaja? Predvsem gre za aplikativni značaj, ker je bila ideja že, da se v bistvu tole polnilnico spravi v prakso, v osnovi že zelo aplikativno. Vi ste bili tudi mentorica pri projektu. Tak izdelek pa gotovo rabi sodelovanje različnih znanj, različnih veščin in seveda različnih strokovnjakov. Kdo so bili sodelavci, saj samo znanje iz strojništva in pa oblikovanje najbrž ne zadostuje? Zdaj, izključno v tem projektu smo bili jaz pa kolegi iz podjetja Pipistrel. Tukaj je bil delovni mentor Aljaž Pelicon, ki je v bistvu razvojni inženir z področja elektrotehnike. Potem je bil tukaj tudi zelo pomemben člen Črt Gorup, ki je ravno tako inženir pa iz področja računalništva in informatike. Tako da smo vsak iz svojega stališča pomagali študentom iz strani oblikovanja, konstruiranja, iz stališča notranjih komponent električne polnilnice in iz stališča programske opreme, ki jo polnilnica ima. Tako da tukaj je tak lep prikaz tega interdisciplinarnega sodelovanja, ki je nujno, ker sama znanost, ena sama veda ni samozadostna. Vedno je potrebno vključevati še ostala znanja, vedenja in na tem se plemeniti v bistvu celoten razvoj, sploh takih kompleksnejših izdelkov. In tudi najbrž vedno bolj, ne? Tudi vedno bolj. In tudi tukaj so zelo pomembna humanistična, družboslovna znanja plus tehnična. Je zanimivo nekaj, ne? Vi ste diplomirali iz industrijskega oblikovanja, doktorat pa ste zagovarjali na Fakulteti za strojništvo. Kako ste se znašli v dveh, vsaj na videz različnih področjih? Zdaj, mene je samo ozadje delovanja izdelkov zanimalo že v času diplomskega študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje na smeri industrijskega oblikovanja. Že takrat so imeli izdelki in ideje, ki sem jih bili ideje kot koncepti, ki sem jih razvijala, tale funkcionalni vidik zelo močen.
In prišlo je do tega, da sem na eni točki, ko sem delala diplomsko nalogo, potrebovala tehnično znanje, ker je bil pač sam izdelek zelo kompleksen, ko sem ga razvijala. S tem sem stopila v stik s fakulteto za strojništvo. Moram pa omeniti, zelo veliko so me tukaj podpirali tudi moji mentorji, ki so bili vključeni v diplomsko nalogo in zdaj imensko, če omenim, profesor Saša Mehtik, ki je industrijski oblikovalec, in pa doktorica Metoda Dodič-Fikfak, ki je iz področja medicine. Tako da je bila tale moja pot že v osnovi začrtana zelo interdisciplinarno. Je pa, če gledamo samo pojem dizajn v tujini kot pomen same besede, že vezana tudi na oblikovanje in konstruiranje. Tako da si že tukaj v osnovi sam pojem deli obe področji. In je tu razumevanje dizajna, oblike izdelka kot celote, ne samo kot estetskega videza, zelo pomembno. In opažam, da mogoče v tem našem okolju še ne povsem razumejo obsega industrijskega oblikovanja kot takega. Gre bolj za razumevanje nekega estetskega dodajanja izdelku, kar pa je zelo površinsko in v bistvu delajo veliko, s tem razmišljanjem nastaja velika škoda sami stroki in se potem tudi pojavljajo v bistvu neka množica ljudi, ki imajo malo več prostega časa, pa so že v bistvu samoklicani oblikovalci, ne. Zato moram tukaj omeniti, da oblikovanje je načrtovanje posameznih korakov, je dodajanje oblike, funkcije, uporabnosti glede na uporabnika. Zelo pomemben je tukaj uporabnik, zelo pomembno je okolje, kjer bo izdelek in sam izdelek kot specifika oziroma namembnost izdelka. Tako da, če gledamo zdaj iz tega spektra, konstruiranje in oblikovanje sta si sorodna. Mogoče je tukaj samo funkcionalnost tista, ki je malenkost različna sta, ne? In tudi sam namen izdelka drugačen pri industrijski obliki kot pri recimo konstrukciji. No, se zato zanimivo bi bilo slišati, koliko je pri nas industrija sploh naklonjena industrijskemu oblikovanju, oziroma koliko, če sploh prihaja, kaj spodbuti iz gospodarstva samega. Podjetja se vedno bolj zavedajo, da če želijo osvojiti globalni trg, morajo poseči po dobri obliki izdelka oziroma po celovitem videzu izdelka, ne, vključno z njegovo sporočilnostjo. Nastaja pa potem tukaj ta v bistvu razkorak, ki pride do tega, da bi želeli imeti recimo oblikovanje, niso pa zato pripravljeni nekega finančnega vložka investirati. In tukaj se potem vidi, da dejansko ne prepoznajo, mogoče, da ta investicija pomeni večjo prepoznavnost njihove blagovne znamke kot samega podjetja in kot izdelka samega, ne. Tako da se dogajajo spremembe, ampak še zdaj predvsem v večjih podjetjih, na primer, je tu neka ustaljena praksa. Zdaj mogoče pri manjših imajo potem malo pomisleka, na kakšen način bi pristopili k temu, ampak se pa vsi zavedajo pomena. Če je to industrijsko oblikovanje vedno bolj pomembno, stopa na trg, kakšno pa imajo vlogo tu družbena omrežja? Zdaj mogoče za nek stik oblikovalcev z naročnikom je tukaj nek ugoden način, da se spoznajo. Zdaj, predvsem pri manjših projektih. Medtem, ko še vedno mislim, da za večje projekte je potreben oseben stik naročnika z oblikovalcem. Se pa tudi sama Veda promovira preko družbenih omrežij. Vidimo, da je veliko stvari, tudi recimo, če gledamo Instagram, pa ne vem, Snapchat, pa vse zelo vizualno usmerjena so tale družbena omrežja in vse mora biti nekako po nekih pravilih estetskih urejeno, ne, da recimo zares potem gor zaživi in se promovira, ne. Tako da je dober način tudi to. S časoma najbrž vedno bolj, ne? Tako, ja. Zdaj pa recimo, če pogledava študente, ne, koliko so študenti naklonjeni spoznavanju tega področja, se jim zdi pomembno za njihovo kasnejše delo? Zdaj tukaj, če gledamo študente strojništva,
Moramo najprej poznati, da pri strojništvu imamo različne smeri. In zdaj mogoče nekateri, ki so bolj usmerjeni v razvoj in snovanje izdelkov oziroma konstruiranje, so oblikovanju in razumevanju oblikovanja bolj naklonjeni kot mogoče nekateri, ki so že v osnovi bolj ciljno usmerjeni v numeriko, v reševanje nekih kompleksnih enačb in mogoče vrednosti v oblikovanju ne toliko opazijo, ne toliko vidijo. Vejo, da je pomembno, ga opazijo, ampak ga ne v bistvu razumejo oziroma tudi nekako se temu ne posvečajo take pozornosti. No, seveda, če govoriva o današnjem hitrem razvoju na vseh področjih, seveda je zanimivo, kakšno znanje moraš danes sploh imeti, da lahko prosperiraš nekje v nekem poklicu, v neki karieri. Glede na to, da imamo res ogromno količino znanja, ki jo damo čez cel izobraževalni sistem čez, mislim, da je zelo pomembno nišna usmerjenost v posamezno področje, zelo fokusna usmerjenost, s tem, da je posameznik pripravljen miselno naravnanost pa prilagoditi glede na tehnološke napredke, glede na družbene spremembe in tako naprej. Ta miselna naravnanost prehajati iz enega problema na drug problem je izredno pomembna in ključna. Kako pa akademija sledi tem novim zahtevam te interdisciplinarnosti? To sprašujem tudi zato, ker se vedno bolj pojavljajo kritike, da je vse preveč statičnega študija, statičnega dela na akademiji, ne? Premalo je sprememb in pa seveda tudi kritičnega razmisleka. Ponekod se pojavljajo tudi ideje, da bi bilo potrebno vzpostaviti nek sporeden sistem študija z dobrimi kadri in motiviranimi študenti, kar bi seveda potem omogočalo nek preboj na družbeni ravni. Glede, tukaj se moramo zavedati, da prav zaradi tega, če se navedem na tale družbena omrežja, pa pač dostopnost do interneta, je tudi dostopnost do izobrazbe postala zelo, zelo lahka na nek način. In moramo vedeti, da tukaj so vse večje svetovne univerze na trgu, da ponujajo razna pač spletna izobraževanja, kjer ti v bistvu zagotovijo tudi neke certifikate, če opraviš pač neke določene izpite pri njih. In to pomeni, da si lahko recimo danes v Ameriki vključen v neki izobraževalni sistem preko spleta, drugi dan pa v enem drugem kraju recimo, ne. In kaj to pomeni? To za samo akademski kader pomeni, da moramo postati bolj konkurenčni, da moramo drugačne načine izobraževanja ponuditi. Se pravi tehnike, nove uvesti, tudi programe osvežiti, ne. Jaz mislim, da imamo ogromen potencial na tem svetu še vedno, da se pojavijo nove oblike izobraževanja, nove snovi znanja, tako da definitivno vsaka pobuda, tudi če gre za nek usporedni študij, ki povezuje akademsko okolje z gospodarstvom, je dobrodošla. Poleg tega pa moramo vedeti, da tudi, če gledamo primarno raven izobraževanja, ta aplikacija v prakso mora biti jasna. Se pravi, izdelek, ki zaživi, neko znanje, ki se aplicira v prakso, pokaže s tem, da teorije držijo. Kako pa v tem kontekstu ocenjujete ustanavljanje startupov oziroma spin-outov v okviru akademije bodisi ali pa tudi v raziskovalnih inštitutov, ne? Je to način, da se z združevanjem in sodelovanjem različnih znanj in disciplin doseže neka nova kvaliteta, novi načini delovanja? Glejte, jaz mislim, da sam kreativen proces, ki sem ga že prej omenila, zahteva ogromno znanja, ogromno različnih disciplin, ogromno znanja z različnih področij, da potem lahko tvoriš enačbo, mehanizem ali pa neko, ne vem, ustvarjanje neke nove snovi na drugačen način.
Zdaj, sama implementacija tega znanja v obliki startupa, zdaj, kar imam jaz podatkov za slovensko okolje, je še vedno birokratsko zelo v bistvu naporna. Nekako manjka se tega, da se zadeve tudi medijsko pač spromovira. Če samo primerjam, naprimer, da imajo posamezniki v akademskem svetu, naprimer, da neko zadevo, ki jo razvijajo, spravijo na trg, ustvarijo svoje podjetje, imajo v bistvu na nek način negativen odziv okolice v slovenskem okolju še vedno. Medtem, če je nek isti posameznik v drugem kontekstu, nekje v Ameriki, ustanovi iz svoje inovacije spin-off, pa v bistvu se slovenski mediji zelo razpišajo, pa v bistvu so temu zelo naklonjeni in uspeh nekako spromovirajo, kar pa ne pomeni, jaz zelo pozdravljam te stvari in sem zelo vesela, da se to dogaja, saj v tujini, če pri nas to pa če ni toliko razvito, ampak dejansko bi bilo za vse udeležene v tem procesu, od študentov do profesorjev, do družbe kot take, in trga, koristno, če bi se stvari, ki se razvijajo v neki akademski sferi, potem tudi v praksi testiralo. Konec koncev tudi teorije, če držijo, lahko posameznik kot učitelj, kot nek univerzitetni delavec potem testira v praksi in s tem vidi, s tem prosperirajo v bistvu študentje, prosperira sam trg, če je zadeva uspešna, in v bistvu je tudi nek raziskovalec ali pa, ne vem, profesor na ustrezen način nagrajen.